Včeraj sem bil v Cankarjevem domu, šel sem na neko zanimivo predavanje, saj mislil sem, da bo zelo zanimivo, pa ni bilo toliko zanimivo, kolikor sta bila eminentna gosta, namreč člana Triperesne deteljice, Žižek je bil odsotni, predaval prejšnji teden, Alenka Zupančič pa Mladen Dolar sta pa o Ojdipu v Kolonu predavala včeraj. Iz Trbovelj sem prišel to poslušati, ker me to srbi, ta Ojdip me srbi 20 let. Odkar sem gledal tisti film Matrika 1999, je bil posnet prvi del, tam je ta cifra rekel: ignorance is bliss, nevednost je blagoslov. In jaz že dalj časa opažam, da je v Kralju Ojdipu, Sofoklesovi tragediji, neka spregledana poanta, se pravi psihoanaliza ni opazila tega, Freud tega ni opazil, ker je bil euforično navdušen nad Ojdipovim kompleksom, tabu in cesta, stebrni kamen psihoanalize je to. Ampak Freud je nekaj spregledal, nekaj mu je ostalo zamolčano. Zamolčano v smislu, da ni bil pozoren, da poanto Ojdipovega tega kalvarije kralja Ojdipa, tragedije. Namreč on se je na koncu oslepel, ni se ubil, oslepel se je. Lahko bi se ubil, ker potem, kar opaziš, da si naredil, ni drugega, kot da si tragični junak, da se ubiješ. On se je oslepel. In to je zelo pomembna poanta. On ni umrl, on se je oslepel, pa še živel celega boga časa, se pravi, on je postal modrec znotraj svoje glave, ker je vedel, kaj je naredil, bil je pa izžvižgan, ne bodi ga treba, izmeček družbe, tam v Kolonu je bil zadnja smet, ob katero se je vsak spotaknil z nekim gnusom, češ, z mamo si spal, z mamo si imel 4 otroke, lastnega očeta si ubil, to je naredil v nevednosti. Ampak poanta, ki jo jaz opažam že 20 let, in je neopažena, pomembna za psihoanalizo, je sporočilo tragedije, da mora človek ostati neveden za resnico o sebi. Če Ojdip ne bi drezal v svojo preteklost, v resnico o sebi, če jo ne bi iskal, bi lepo živel normalno, kljub temu, da je v objemu nevednosti tam nekje ubil svojega očeta, se poročil s svojo mamo, imel 4 otroke. Ampak on ni vedel, to ni naredil načrtno, v objemu nevednosti. Ampak potem se je pa ta, ko bi rekel, budala, šel pa iskat, pa truditi, da bi poiskal resnico o sebi. In to je zdaj ta poanta psihoanalize, da človek ne sme vedeti resnice o sebi. Resnica je nezavedna, človek je subjekt, kar že po definiciji pove, da je slep in sužen svojega nezavednega. Zavest ne ve, kaj nezavedno misli. Če hočemo zvedeti resnico o sebi, moramo prebrati svoje nezavedno, ki je dve finte ima, da prelisiči zavest. Prva finta je, da jaz ne prebere svojih nezavednih razmišljanj. V nezavednem jaz po svoje razmisla, bistveno bolj seksualno. V tem nezavednem je pa nekaj primarnega, kot je Freud rekel, primarni proces, Lacan je pa temu rekel realno, ki je pa simbolno organizirano. Mi, če ćemo o sebi nekaj vedeti, moramo to slepoto dešifrirati. Tisto prvo v jazu in tisto drugo, ki je posledica simbolnega mislenja v onem. Če hočemo resnico o sebi zvedeti, moramo življenje brati tako kot sanje. Freud je za sanje rekel, so kraljevska pot do nezavednega in sanje moramo dešifrirati, če želimo vedeti, kaj sanjamo. In nakazal je pa že 1899 leta, ko so analiza sanj, interpretacija sanj, ko je ta knjiga izšla, novembra 1899, da tudi budnost deluje po istem algoritmu kot sanje. Če želimo o budnosti, budnih psihičnih dogajanjih, torej o življenju
vsakdanje življenje nekaj vedeti, ga moramo dešifrirati, ga moramo prebrati. Ne? Zato sem jaz, 30 let nazaj postavil tezo, da gol ni gol. Gol je simbol vagine, treba ga je noter dati. In nogometaši lahko vztrajajo v svoji igri, če ne vejo, če so slepi za to vrstno seksualno resnico. Če bi pa zvedeli in dojeli, kaj oni počno, pa ne bi mogli več biti športniki. In identično se meni zgodilo prejšnji teden, čeprav že 3 leta to govorim, da je Partizanska zvezda na čelu simbol vagine. Rdeča, prekrvljena, pohotna, moški so ves čas v seksualni karanteni, razmišljajo o tej ženski, o koitusu, o njeni vagini in se direkt na čelo sosedali. In naši nezavedno tega ne ve. In mi moramo biti slepi za to resnico o sebi. Mi moramo biti pod učinkom ne tiste rdeče tabletke oziroma modre v tem filmu, ampak je še ena tabletka, ki drži in v virtualni realnosti in v tisti podzemni realni realnosti, če se matrično izrazim. Zelena ali pa rumena tabletka. Ta tabletka nam omogoči, da mi spoznamo resnico o sebi, ki je nezavedna, ki je simbolna. In človek, ki se želi ukvarjati s psihoanalizo, bo boleče sprejel to vrstno resnico. Laiki, pa če hoče normalno živeti, mora biti pa slepi, ne smejo nič vedeti. In to je poanta Oidipa. Oidip je šel pa iskat resnico o sebi. Ja, zdaj jo pa imaš. Kauš pa zdaj s to resnico je slep se, ubi se. In leta 1934 se je počutil Freud, v nekem pismu, nekem kolegu je to napisal, da se počuti kot Oidip. Oidipa je zapustil cel svet, razna Antigona, njegova hčerka. In Freuda je leta 1934 se je bil cenjen, ampak tam mu je stala ob strani samo Ana, ta njegova Antigona. Vsi ostali so ga pa tako gledali kot jedrski odpadek, kot mene, perverzneža, seksualneža, manjaka, ki v vsakem aktu človeka vidi seksualno. Ta panseksualizem je Freuda mučil. In usoda psihoanalitikov je, da smo nekakšni izmečki, tisti Oidipi v kolonu. In to Dolar pa Zupančičeva nista povedala. In jaz sem seveda rokami kar sama gor šla in sem mu obema to repliciral. Dolar si kar malo elegantno umaknil, ona je pa bluzila, tako kot vedno. Skratka, v patologiji, to pa še ne rečem, v psihopatologiji pa moramo drezati v jedro nezavednega. Tisto resnico pa moramo spoznati, če želimo, da se simptom umakne. Ampak laik, zdrav človek, pa v sebi ne sme nič vedeti, zato da lahko normalno živi v nevednosti. In ne gre za to, da bolje je biti nerojen, kot je tam nekje bila teza in Dolarja in Alenke Zupančič. Bolje je ne vedeti. Bolje je ne vedeti. In to je poanta, skrita poanta, prezrta poanta tragedije kralj Oidip, ki je Freud prezrl, cela psihoanaliza je prezrla, mene pa to 20 let že muči. In tudi video sem na YouTubeu že 12 let nazaj posnel, ampak tole sem rekel, da bom posnel danes še enkrat, kot repliko na včerajšnjo, mojo repliko Dolarju in Zupančičevi. Hvala.